sem šel na Norveško, kjer imajo ful radi električne avte. Evo, imam čist novo katrco, ful je huda. Vreme je pa toliko slabo, da ne morem čist nič bolj pametnega pokazati, pa sem šel v Holmenkollen, da bi pokazal ta veliko skakalnico, ki imate ljubitelji smučarskih skokov ful radi, pa tudi naši so bili zelo dobri klele. V glavnem, hoteli imajo drugače ful poštimo napolnjenje, tukaj je 1, 2, 3, 4, 5, 8 polnilnic, tako da te stvari so zrihtane, električnih avtov je cel kup tudi tam na parkingu, jaz grem pa nekam bolj na sever, kjer je tudi ena lokacija, ki imate radi ljubitelji smučarskih skokov. Upam, da ne pada. Tole pa najsvetlejši, odkar sem prišel na Norveško, pa je ura 2 popoldne. Dobro, se pozna, da sem precej bolj severno, pa da je končno nehal deževati. Temperatura je okrog 0, tamle za mano imajo mulci trening na tej veliki skakalnici, kjer je doma prej od 4 dni nazaj, preden sem jaz prišel sem, osvojil drugo mesto. To skakalnico so odprli dobrih 30 let nazaj za olimpijske igre, ki so bile leta 94 v Lillehammerju, itak. Znači vidim, da je vse odprt, tako da nam lahko malo pogledati. Ni bila telemarka 17. Vprašal, če Domna poznajo. Miš da ga? Pa Petra, pa Niko, pa Ceneta. Drugač pa katrca oziroma Renault 4 e-tech, kako se pravilno imenuje. Dobrih 200 km sem zdaj naredil po avtocesti, stroge omejitve imajo, tako da hitrost ni bila veliko več kot 100 na uro. Ful je mrzlo, ampak je vsem poraba kar velika. Zdaj imam baterijo 11%, ampak me čist nič ne skrbi, zato ker imajo dejansko posod polnilnice. Sem jih zdaj preveril dol v hotelu in so rekli, da imajo garažo, polnilnico noter, hoče pa za parkirnino dobrih 20 € na noč, pa še enkrat toliko bo približno polnjenje, tako da bom videl, če se kje drugje bolj splača. Reč pa končno, evo, vidim malo naravo. Tole dol je največje jezero na Norveškem, Mjosa se imenuje, se mi zdi, če bom gospod vprašal. Are you from here? Yes. How do you call this lake? Mjosa or? Yes, it's Mjosa. Mjosa, perfect. Drugač pa Renault 4, oziroma bom zdaj kar govoril katrca, se je skazal tudi kot ful udoben potovalnik. Zdaj sem se vozil dobri 2 uri, pa moram reči, da mi je bil sedež totalno všeč. Tukaj ima tudi nastavljivo ledveno oporo, tako da je tudi zame fajn. Pa fajn materiali so. Tole je prav lušten za prijet. Tak cool avto, zelo kompakten, ampak se lahko tudi 4 v njem vozijo. Dobro, grem zdaj, kaj bo itak tema. Evo, prej, ko sem se vozil gor po klancu, sem bil prav presenečen na tem, koliko dobro držijo gume v tem snegu pa ledu. In potem, ko sem se ustavil, pogledam, piše gor Viking. Ja, seveda, če pa Viking ne bo držal na severu, Drugače pa električen avto zelo prijetno peljati tudi po snegu, zato ker imaš ful natančen nadzor nad pedalom, ne za gas, ampak za elektrone, ker ima toliko navora in potem točno veš, kaj se dogaja. Zdaj pa še ena druga stvar pomembno ugotovo in sicer, da pri vožnji po klancu dol ni dobro imeti načina one pedal vklopljenega in to zaradi tega, ker če je spolzko, lahko začne avto nenadzorovano drseti in potem ga boš težko ustavil. Sam povem tistim, ki vozite električne avte, čeprav jaz načeloma skozi uporabljam ta način. Ampak tukaj sem pa gotovo, da je boljše, če kar lepo zaviram. Sam. No, tudi tukaj ni vse idealno. Včeraj zvečer recimo nisem mogel polniti v hotelu, ker nisem vnaprej rezerviral enega od 4 polnilnih mest v garaži. Potem sem prišel sem na te hitro polnilnico in sem spet mogel v vrsti čakati, ker je to kakšna gužva je. Tukaj imajo 6, pa tam mislim, da je 8, 14 polnilnih mest, pa tam jih je še od 20 ali 30. V glavnem infrastruktura, kljub temu, da imajo kao vse ful dobro poštiman, še zmeraj očitno ni dovolj. Ampak zakaj pa so električni avti toliko popularni na Norveškem? Well, it has happened in only 10 or 15 years. We have a market share of above 97% now. And the reason is simple. It's policies. The politicians have made this happen by taxing what we don't want, polluting cars, and promoting what we do want, which is electric cars. So that has worked. And since 2010, it's gone from 0 to 97% market share. Taxes on new ICE cars, internal combustion engine cars, are extremely high. They're
in practically they're taxed out of business in Norway, and it has increased also the last years. The last 4 years, it's more than doubled the purchase tax on ICE cars, because EVs now compete really well when it comes to the technology, the range, the charging speed, and we've also got a lot better charging infrastructure now compared to some years ago. Ampak, a to pomeni, da tukaj na Norveškem noben več ne uživa v vožnji, oziroma noben ima rad unih ta starih avtov, kar upotajo in se fajn pelejo? Absolutely, we are. But now there's so many funny cars also among the EVs. Okay. So we didn't give up the fun even if the EVs is coming. And you know, in Norway we have 95% sales of EVs nowadays. And I have always said that you have to save that 5% for the funny cars as well. So you can buy a Porsche 911, or if you're an off-roader, Toyota Land Cruiser. Tell me how it all started in Norway, because you adopted electric cars quite early actually. Yes. Well, the government, they found out that we have to lower the emissions. So in 2010, 2011, we started to push EVs into the market, but we had to find a way. So the way was to actually, we had no taxes on the cars, no VAT, but still that it wasn't enough, because that just lowered the price down to the equal of the fossil cars. Okay. But then the government found out that, okay, we have to also give some user benefits. So for all the people who commute into Oslo or other big cities around the country, we also could drive in a bus lane. And we didn't have to pay toll roads. Ah, okay. And that saved us a load of money every day. Okay. And time. Now we have to pay some toll roads, but they have also raised the level of toll roads on the fossil cars. Ah, okay. So the gap remains. Okay. So we are still cheaper than the fossil cars. That's why it still works. Well, you know, Norway is a country which has a lot of energy. We have hydropower, and we are building wind, we have the oil and so on. But if we convert the whole car fleet in Norway to electric, we will only absorb 5% of the total energy amount. And it doesn't matter. We actually are now so full of possibilities when it comes to power. So all the AI companies is trying to get into Norway to get our energy for the AI systems and so on. So Okay, so you have an abundance we have. of energy. Okay, but did you have any grid problems because of that? Well, the only one who actually have a grid problem is the charging companies that want to build the new chargers, because they have. It's not easy for them to get along with the government, and it's a lot of bureaucracy to put up a charging station. But when they first had acceptance, it's not actually a problem. Ja, zdaj sem pa tam, kjer ni heca. Pa verjetno polnilnic tudi tukaj le ni, ampak dobro, imam k sreči še pol baterije. Samo na hitro malo zgodovine Katrce, ki je res bogata. Prva štirica je pripeljana na svet že davnega leta 1961. Ja. Prodajala se je na kar 5 kontinentih in prepričala več kot 8,1 milijona voznikov po vsem svetu do leta 1992, kar je zelo velik uspeh. Več kot 30 let je torej trajalo, da so se Francozi odločili obuditi to legendarno številko Katrco, in danes izgleda zelo fajn. Jaz vozim močnejši motor, torej 110 kW, to je 150 konjski, ki ima tudi večjo baterijo od dveh. 40 ali pa 52 kWh lahko sicer izberete, tehta pa največ 300 kg baterija, zato je tudi masa avtomobila ostala zelo zmerna, pod 1,5 tone. In to ima kup prednosti, predvsem pri lahkotni vožnji, ki sem jo že prej pohvalil, pa do 100 pospešil v 8,2 sekunde. To hitri Katrc pa ni bilo takrat, a ne? Pa še parkolco z maso do 750 kg lahko vleče, to je tudi za nekatere, kot sem recimo jaz, pomemben podatek. Seveda mi je všeč drugače, da ima tudi kot prvi Renault funkcijo One Pedal. To pomeni, da lahko voziš praktično brez zaviranja, če znaš lepo predvidevati promet. Na ta način je lahko tudi poraba zelo zmerna, tukaj sicer ni zato, ker je ful mraz, pa ker sem zdajle 1000 metrov nad morjem. Res je nora pokrajina. Prej sem celo videl 2 severna jelena, ki sta tekla čez cesto, pa eno veveričko.
V glavnem, ko sem pa prvič vozil ta avto na Portugalskem, je bila pa poraba res manj kot 13 kWh na 100 km in v tem primeru je pa doseg res lahko dobrih 400 km kot obljublja Renault, samo ne po avtocesti. Katrca je že 60 let nazaj postavila standarde za ureditev prostora in še vedno jih, tudi ta nova. Evo, avto je majhen, pa ima 340 litrski prtljažnik, predvsem pa ful nizek nakladalni rob, 20 cm nižji od povprečja tega razreda, kar pomeni, da je ful lažje noter sedeti ali pa zlagati stvari. Tudi ostala kabina je super zrihtana, predvsem od spredi, evo, pa so hudi, meni je tale totalno všeč. Košarca za bageto, pa tale predalček je tudi fajn in seveda so ga prijazni Norvežani nafilali z bomboni, res hudo. Plus tale sedež se lahko zloži in gre noter 220 cm dolg tovor. Še vedno je pa to precej kratek avto, 4,14 metra je dolg, kar je 9 cm več od starega Clio, pa 9 cm manj od Capturja. S tem, da sta s Capturjem enako visoka, če ga še naprej primerjam, je pa ta 1 cm višji od tal, torej 18 cm, ta prav terenca, ne? Medosna razdalja je dolga 2,62 metra, kar pomeni, da je noter tudi dosti prostora v kabini, ne sam v prtljažniku, pa vsi modeli imajo 18-palčna platišča. Zdaj pa jaz moram jeti, ker je tok mraz, sicer piše, da je 0 stopinj, ampak piha ko hudič nek severni veter, očitno, ne? Tale pa sonček zahaja in to že ob 2. Vem, da zdaj vsi pričakujete, da se tudi med vožnjo pozibava kot stara katrca, pa se ne. Kljub temu, da ima za 3,5 cm povečan odmik od tal od Renaulta 5, ima še vedno nizko težišče in več vodilno zadnjo opremo, zato se pelje odlično. Res lepo sledi volanu, moči je veliko, prav zabavno je voziti avto tudi po teh norveških cestah. To pa še ne pomeni, da ni udoben. Tudi to so probali pa Renaultu dati v številke in so povedali, da je za 10 do 15% štirka bolj udobna od petke, ker ima drugačne nastavljene blažilnike, malenkost večji hod, pa spremenjene sedeže z drugačnim polnilom. Moram priznati, da se vse te malenkosti tudi v resnici poznajo oziroma čutijo. Evo, zdaj pa baterija je že kar prazna, tako da glede na to, da tukaj ni nobene polnilnice, bo kar fajn po mojem, da grem dol. Je pa res, da takoj, ko pridem dol s hriba, prva vas, hitra polnilnica. Je ful enostavno, ne? Ne rabiš nobenih aplikacij, pa ne vem česa še vsega, ampak sam svojo kreditno kartico prisloniš, pa zadeva špila. Sicer ni bilo povsod toliko enostavno, recimo tam na severu, ko sem bil, sem mogel uporabljati neke aplikacije in potem seveda ni deloval sistem, tako da nisem mogel pol na eni drugi polnilnici, ko sem bil, se je ful počas polno, ne vem zakaj. Sklepam, da je bila premalo baterija ogreta, tako da ni vse čist perfekt, ne, ampak takole, ko se pa pelješ ob avtocesti, recimo imaš pa toliko polnilnic, da je noro, da to. Tlele jih je 6, 7 jih je praktično, potem tam od zadnji jih je še njih 20, pa spet od Tesla njih 30. Pa še una je ful zanimiva, ker ti baterijo zamenjajo od Niota. Pripelje avto, noter sam parkira avtomatsko, potem robot vse vzame dol vijake, baterijo zamena, to imaš mislim, da je 3 minutke in je zadeva rešena, tako da tudi ful dobra rešitev. Če gledam, ne, tukaj je liter goriva 2 evra. Najdražja polnilnica je bila 60 centov na kilovatno uro. Tako da tudi to razumem pol, ja, zakaj se njim to bolj splača. Evo, zdaj pa malo počakamo, vrnemo avto in letimo domov. Drugače osnova vsake dobre mobilnosti je pa dober javni promet in tukaj v Oslu ima to res dobro poštiman, tale vlak me zdaj pelje lepo v Miro na letališče. Veliko hitreje kot z avtom prideš, pa ful je dober tale app Oslo Pass, pa sam takole klikneš, pa imaš dostop do vseh muzejev ali pa takole do vlaka, ko lepo deluje. Tako da ja, mislim, da se lahko tudi od njih kaj naučimo. Muzej ne boš šel? Za muzej pa nimam časa.